Glede na nekatere dogodke, ki so se odvijali v Mariboru, v Sloveniji, in glede na politiko, ki je, in na nekatere vrednote in norme, ki kakorkoli vlada v Sloveniji, sem se odločil, da sprejmem odločitev. Mesec december je mesec, kjer bi se morali ljudje predvsem povezovati, združevati, si voščiti, želeti vse dobro v prihajajočem letu. Nekateri so tudi gospodarsko, ekonomsko in socialno krizo izkoristili za politično obračunavanje v Mariboru in tudi v Sloveniji, tudi znotraj predsedniških kampanje in volitev. In tudi sam sem se odločil, da Mariborčanom pač dam eno novoletno voščilo s tem namenom, da nekateri bodo to voščilo z veseljem sprejeli, nekateri pa z razočaranjem. Sporočam vam, da z 31.12. zaključujem svoj mandat. 31.12. letošnjega leta, da ne bo kdo narobe razumel, bom obvestil občinsko volilno komisijo, da razpiše lokalne volitve. Razlogov je več. 4. decembra ima moja žena resno name. 4. decembra sem bil postavljen za župana leta 2006. 4. decembra je ena obletnica enega vzornika športnega slovenskega, ki je bil moj vzor. Imel je trdo hrbtenico, bil velikokrat deležen tudi šikaniranja, tako kot marsikateri politik, ki ne misli levo ali pa mogoče preveč misli desno ali pa sodobno evropsko, proevropsko. Sam sem bil 3-krat izvoljen za poslanca, velikokrat sem se boril za moje mesto Maribor, za Štajerce, za Štajersko. In tudi sam sem en izmed tistih leta 1991, ki sem s tistimi, ki so danes branili mariborski narod, slovenski narod, pred vandali, pred granitnimi kocki, v prvi vrsti bil pripravljen umreti za to državo in za mlado demokracijo. Tisti, ki so bili z mano, me poznajo. Vejo, kaj je bila moja naloga. In jaz vem, kdo so bili tisti slovenski policisti, ki so pripeljali Slovenijo do osamosvojitve. Danes so drugi čas. Meni je žal, da se take stvari dogajajo in razlogov je več. To odločitev sem sprejel 4. decembra. Za vse tiste, ki kakorkoli kalkulirajo, kdo in kateri bi naj vplivali na mene. 4. december je bil tisti, kjer smo se pogovorili v ožjem družinskem krogu. Nedopustno je, da nekdo grozi moji družini, moji bližnji, da se skriva za Facebook profilom. Nedopustno je, da nekdo preko Facebook profila poziva in tudi nekateri, ki ste danes tukaj zbrani med vami, so takšno odobravali spodbujanje, da nekdo naj napade župana, njegove sodelavce, polije solno kislino, objavljajo telefonske številke, tudi verjetno kakšno registrsko številko, naslove, kje in na kakšen način koga ne najde. Če je to sodobna družba, če je to demokracija, kjer pravni red pozna dvojne kriterije, 4. decembra, kot sem dejal, 2006 sem bil izvoljen. 16. januarja 2007 je nastal na policiji prvi uradni zaznamek v zvezi z mano. To sem videl iz listine, ko sem pregledal zahtevo za prisluhe. Ko se še niti nisem obrnil v svoje pisarne, ko sem šele spoznaval, ko sem sprejemal ljudi, ki so mi prišli voščiti božično novo leto, so nekateri se že organizirali, ker se niso sprijaznili v tem mestu, da sem postal župan drugega največjega mesta, ker prihajam pač z desnice ali pa takratne Slovenske ljudske stranke. Druge županske volitve, 11 proti kandidatov, dobil sem volitve v prvem krogu. Med tistimi uradnimi zaznamki, ki so v mojem spisu, ki sem jih tudi vam nekaterim ponujal, se lahko sami prepričate, kaj piše. Marsikaj lahko ugotovite. Razlogov je več. Nekdo se v tem mestu ne more sprijazniti, da smo marsikateri
projekt realizirali. Več kot 49 evropskih projektov. Ko so nekateri sanjali o zavetišču za živali, ko so nekateri obljubljali lutkovnem gledališču, ko so nekateri obljubljali o drugih projektih, o ljudskem vrtu, smo ga mi zgradili in tudi realizirali. Kar poglejte si, koliko je tistih evropskih projektov, ki jih je Maribor spravil skozi. Ne bom ocenjeval mojih predhodnikov, sami občani bodo ocenili, zakaj se nekateri evropski projekti niso prej realizirali v tem mestu, zakaj nekdo prej ni rešil problemov, ki so bili v mestu. Tudi danes jaz pred vami tukaj prevzamem svojo politično odgovornost. In zato sem se tudi odločil. Lahko vam pa povem, da tudi opozicija, ki se trudi zbrati 12 podpisov, ki želi razpustiti občinski svet, dela veliko škodo temu mestu. Ne grem drugo kot samo zato, da bi politično upravljali s tem mestom kot v preteklosti. Mogoče smo storili preveč, mogoče smo naredili preveč in smo za nekatere moteči, ampak nekateri bodo se morali zavedati odgovornosti v tej državi in tudi v tem mestu. Vsak, ki je dobil mandat, da je mestni svetnik ali pa župan, nosi odgovornost, tako kot jaz kot župan. In glede na nekatere dogodke, predvsem na tako imenovane vstaje, veliko je bilo ljudi, ki so prihajali v Maribor iz celotne Slovenije, ki niso Mariborčani in so zahtevali moj odstop. Jaz sem vesel, da zahtevajo moj odstop tisti, ki so mene volili, ali pa tisti, ki imajo to pravico, občani Maribora in občani tega mesta. Če po nekaterih podatkih so bili priprti tako z Lenarta, z Miklavža, z Hoč, z Kranja, celo z tujine, potem vam je lahko jasno, da je nekdo organiziral te shode za to, da bi to demokracijo 20-letno, ki imamo, spravil na kolena v času predsedniških volitev. Mogoče je moja napaka bila ta, da sem v prvem krogu podprl svojega kandidata, gospoda dr. Zvera. Podprl sem ga zato, ker je veliko prostorov za Slovenijo in tudi za Maribor. In mi je mogoče kdo to zamera, da mojo podporo nisem namenil komu drugemu. Ampak ostal bom pokončen. Ne bom si pa dovolil, da bo nekdo na mene kazal s prstom. Zato, ker imamo dvojne kriterije. Kar poglejte, nekatere ugotovitve protikorupcijske komisije, Zveze z radarjem. V 2-3 dnevih ugotovijo, predme računsko sodišče, ki je poklicano, ki ima svoje revizorje, ki pregleduje našo pogodbo, sporočijo javnosti 2 dni pred predsedniškimi volitvami, da je potrebno pogodbo razveljaviti. Kaj, če pa bo računsko sodišče drugače sprejelo? Kdo ima prav? Računsko sodišče ali komisija? Računsko sodišče pregleduje pogodbo in od računskega sodišča do danes še nismo dobili. Kazenske ovadbe, ki so bile poslane zoper mene. Nekateri pravni strokovnjaki, ki danes govorijo in se oglašajo, da moramo odstopiti, se strinjam z njimi, to sem storil. Nimam poslal nekatere kazenske ovadbe, fotokopije, da se sami ti pričajo. Ali je to kazenska ovadba, ker predlagam mestnemu svetu, da zgradimo dom pod Gorco in kazenska ovadba ima priloge, časopisne članke kot materialni dokaz. Zato, da me nekdo v tej državi etiketira pa reče, ena kazenska ovadba več za gospoda Kanglerja, pa je padla na sodišču, niti ni prišlo do obravnave. Naprimer, druga kazenska ovadba, ker kot župan dvignem telefon in prosim, da nekoga ne vržejo iz stanovanja na cesto in sem zlorabil svoj položaj, da sem preprečil deložacijo za reveža, za siromaka, je to kazenska ovadba in novinarji seveda uporabljajo tudi to številko, ena kazenska ovadba več. Ptičja hišica in podobne stvari. Jaz upam, da bom tudi v kratkem dokazal na sodišču mojo nedolžnost. Samo kdo mi bo povrnil ta ogled, ki je s tem načet? A je to normalno, da na nekoga pošlje 117 kriminalistov? Pa da čakam 2 meseca, da dobim prvo kazensko ovadbo.
Če gre za nujno preiskovalno dejanje, vsi pravni strokovnjaki vejo, mora biti 2 dnevi kazenska ovadba zapisana in predana preiskovalnemu sodniku oziroma tožilstvu. 2 meseca za mene nihče ni vložil. 4 dni pa sem bil v vseh medijih. In me nekdo, jaz dobro vem kdo, sistematično, že od prvega dneva, ko sem prevzel to funkcijo, spremlja in tudi tako ali drugače diskreditira. To odgovornost bom prevzel, zato sem se odločil. Tudi poteze mariborskega rektorja, da je začel zbirati peticijo proti meni, nekateri direktori se niso podpisali. Gospod doktor je bolj vsem spoštovanja, ne more iz svoje kože pokazati, da je bil predsednik Zaresa in da svojo funkcijo rektorja meša z lokalno politiko. Jaz kot župan se nikoli nikdar nisem mešal v avtonomnost Mariborske univerze. In tudi nekatere informacije, ki prihajajo do mene in do mojih, naj bi celo od njegovih bližnjih ali ožjih sodelavcev spodbujal k temu nasilju v mesto. Ali celo naj bi, to naj drugi preverijo, financiral. Jaz mislim, da je naloga popolnoma drugačna posameznikov, da skrbijo za avtonomnost, predvsem pa, da bodo profesori imeli redne plače. Tako kot moram jaz skrbeti za svoje službence na mestne občine Maribor. In kot sem dejal prej za ptičjo hišico, dvojni kriteriji, v redu, jaz prevzamem odgovornost za mojo ptičjo hišico. Ali bo kdo v tej državi prevzel odgovornost, da je sprazno Ljubljansko banko za 200 milijonov in za 200 milijonov odpeljal z banke ven zato, ker je bil nacionalni projekt? Lahko je komorkoli smešno danes tukaj. Mi smo v Mariboru zgradili stadion z evropskimi sredstvi, mi smo v Mariboru stadion zgradili z lastnimi sredstvi. Nekdo nam je tudi to želel škodovati, zato je v kazensko ovado tako strokovnega sodelavca kot ministra. Ta ovadba je padla. Zakaj je bila potrebna? Zato, ker je bil minister z desnice, ker je desnica pomagala Mariboru, da se je ta projekt realiziral. Če so dvojni kriteriji, potem pričakujem, glede na to, če nekdo trdi, da ni dvojnih kriterijev, da bodo kriteriji za vse enake. In da bo nekdo tudi drugi pozvan še v tej državi, da ne odstopi. Pa ne mislim na vlado. Vlada ne upravlja svojo funkcijo, ker mislim, da je težka odgovornost in naloga pred nami. In veliko tega bom tudi na eni izmed naslednjih novinarskih konferenc povedal, tudi obrazložil, tudi kaj pokazal. In če se kdo pa poigrava z mojim statusom, da imamo do 88. leta status kmeta, zato ker sem podedoval od svoje babice kmetijsko zemljišče, pa moram reči, da ta isti še danes misli, da so krave po domače povedano vijoličaste in da ne pozna, kaj je kmetijstvo in kaj je slovenska zemlja. In če mi kdo zameri, da tudi kot župan drugega največjega mesta, ker imam veselje do zemlje, do strojev, da obdelujem zemljo, da se lahko na ta način z enim županom poigrava, je to njegova osebna odločitev ali pa svoje delo. Na tem mestu lahko povem, zaenkrat sem ponosen na to, kar sem, da obdelujem tudi tisti košček zemlje, ki jo imam. Povem pa, da upam, da bodo tisti strici iz ozadja, ki so za temi Facebook profili, enkrat vstopili v javnost, tako Slovencem kot Mariborčanom pokazali program. Program rešitve problemov, ki so v Mariboru ali tudi v Sloveniji. Premalo je hujskati ljudi, naj grejo na ulice, naj protestirajo. To zmorejo vsi, ali to zmoremo vsi. Potrebno bo prevzeti odgovornost, kako iz te gospodarske ekonomske krize. To je potrebno prevzeti. Ne se pa skrivati zato, ker želi nekdo politiko menjati zato, ker mu ni všeč. Tudi ti, ki se kakorkoli pojavljajo z levice, tako doktor Vezjak, kot en Teodor Lorenčič, ki je kandidiral na zadnjih županskih volitvah v Mariboru, poznate njegov rezultat. Tone Partlič, ko sem se jaz boril v parlamentu, ko sem glasoval, ko sem predlagal in vlagal amandmaje za Maribor, velikokrat je proti Mariboru glasoval. Danes je najbolj glasen.
Danes se on oglaša. Zakaj se takrat v parlamentu ni oglasil? Vprašajte Rudolfa Mogeta in druge poslance. Ali pa pogledajte arhivo v državnem zboru, kolikokrat je gospod Partljič glasoval proti Mariboru, proti decentralizaciji. In če smo v Mariboru uspeli izpeljati nekatere evropske projekte, če je meni uspelo v Mariboru v zadnjih 4 letih dvigniti knjigovodsko vrednost mestne občine Maribor za 174 milijonov, če nam je uspelo izpeljati več kot 49 evropskih projektov in če smo zaradi tega postali moteči v tem delu Slovenije in tudi za nekatere, predvsem iz Levice v Ljubljani, ker tudi predsednik vlade opozarja, da so prevelike regionalne razlike med enim centrom in drugim. Ne glede, kakšna bo moja nadaljna usoda, vam sporočam, da bom se še naprej boril v okviru mojih zmožnosti in vplivom za Maribor, za Slovenijo in tudi za našo regijo. In da se te razlike, ki so med eno in drugo regijo, zmanjšajo. Samo 100 km ali pa 200 km lahko prevoziš celo Slovenijo. Ali od severa proti jugu ali od vzhoda proti zahodu. In 31.12. obvestim občinsko volilno komisijo. Danes imam eno željo, da v Mariboru zmaga, da bodo vsi tisti, ki grejo na tekmo, tudi mariborske viole, pošteno in dobro navijali za naš klub in da se bo tekma tako zaključila, kot se spodobi za eno evropsko mesto. Odločil pa sem se, da na vprašanje ne bom odgovarjal, ker smo dovolj jasni in bom v zvezi s tem v naslednjih dnevih tudi dal in sklical novinarsko konferenco. Ima pa ves čas moje pooblastilo, moj podžupan Milan Mikić, ki lahko tudi odgovarja na vprašanja prihodnje. Zdaj z občino, občina bo normalno funkcionirala in jaz sem prepričan, da modrost in odgovornost tistih svetnikov, ki so v mestnem svetu, njih malo je kar velika, da bodo znali v nadaljevanju potegniti prave odločitve in prave poteze. In to takšne poteze, ki so dobre poteze za mesto Maribor, za razvojne naloge in programe. Hvala lepa.